Pozdravljam še v najnem imenu, skratka moje ime je Matej Šindelenc. Tako da jaz bi kar napovedal, zato ker smo že kar v zamudi, bi kar napovedal prvo. In to je BIM Ninja. Moš povedati zakaj? Takole, moje ime je Mojca Režničnik Korošec, sem tehnični direktor in BIM specialist pri podjetju BIM Ninja, ki je moje lastno podjetje. Delujemo pa bolj kot ne v Londonu in pa seveda s parimi projekti tudi v Sloveniji. Takole, seveda, prva malo vaje, sedaj smo skozi poslušali samo o standardizaciji, o IFC-jih in vseh teh zadevah, ampak vi ste tu inženirji, tako da na kateri sliki je BIM? Imamo kakega prostovoljca, vprašanje za $1 milijon. Na vseh pa na nobeni, tako da seveda moderatorja si lahko razdelita $1 milijon. Seveda, ker BIM ni samo 3D podatki, 3D geometrija, ampak je seveda povezava 3D geometrije z podatki. Ampak seveda že tu naletimo na prvo stvar, kaj so to podatki. Podatkov je lahko gigabajte in gigabajte. Podatki so tudi 2D risbe in fascikli, cele kleti fasciklov. In če te podatke ne znamo pravilno povezati, da postanejo informacije, so ti podatki vsi za manj. In v informacijah leži ključ, ker informacije so v bistvu vaša najpomembnejša dobrina. Vaš objekt, ki ga boste na koncu postavili, oziroma ga bo stranka postavila, ima zelo drobno vrednost v primerjavi s vsemi informacijami, ki jih boste vi kot inženirji zbrali v celotnem toku in ki jih bodo kasneje kot stranka tudi uporabila. Ampak tu se spet pojavi težava. Podatki, vsi vemo, kaj so podatki, ampak da podatek postane informacija, je potrebno te podatke tudi razumeti. Zato je bil tudi naslov mojega predstavitve danes BIM komunikacijski medij. Vsi poznamo že osnovne benefite BIM-a, ker vsi jih razlagajo, vse posod jih vidite na Graphisoftu, Nemičeku, milijon je ljudi, ki vsak dan govorijo o tem, ampak dejansko ena izmed največjih prednosti, ki sem jih tudi sama praktično izkusila, pa je to, da se BIM uporabi kot komunikacijski medij. In takole, seveda v BIM-u lahko komuniciramo na več načinov, lahko imamo CDE, torej Common Data Environment, lahko imamo portal, na katerega odlagamo podatke, lahko imamo navadno FTP stran, s katerim se izmenjujemo podatke, ampak vse spet se dogaja zgolj na nivoju podatkov. Dokler ne implementiramo v naš CDE nekaj podobnega, kakor je to for BIM znotraj viewpointa, ki bo tudi predstavljeno kasneje, kjer lahko stranki aktivno sporočimo, da je nekaj narobe v modelu. Stranka ne potrebuje softvera, ne potrebuje nič drugega kot navadni pregledovalnik, torej spletni browser, v katerega lahko mi vstavimo informacijo in spodbudimo komunikacijo. Ampak to je zgolj ena izmed stvari, ki jo lahko tudi dosežete, če stranka uporablja pregledovalnik. Za moj primer vzemimo enega izmed novih luksuznih hotelov v Londonu. Ta hotel je bil najprej namenjen zgolj za residential, torej zgolj za stanovanja. Tekom dizajna se je stranka odločila, ne, želim pol stanovanj, pol naj bo hotel, ampak za hotel v centralnem Londonu so izredno pomembne sedaj tudi varnostne direktive oziroma varnostni normativi. Tako da je že na obstoječ dizajn bilo potrebno implementirati varovanje proti eksplozivnim telesom. Seveda, ne vem koliko imate izkušenj, varovanje proti eksplozivom je seveda drago in pa kar komplicirano za predvideti oziroma pravilno predstaviti prave ukrepe. V našem podjetju, ki smo to nalogo seveda dobili, smo se odločili za dve stvari. Prvo, da želimo to narediti čim bolj efektivno in čim hitreje za našo stranko. Po drugi pa, da imamo sedaj pa BIM Ninja v podjetju, ki lahko morda to naredi na drugačen način. Tako da naš Blast Specialist, ki je bil odgovoren za ta projekt, je dejal, da on za standardiziran način analize potrebuje 15 delovnih dni. Seveda, to je bil moj prvi istočni podatek. Jaz pa sem se osebno lotila tega tako, da sem vse njegove analize prenesla preko Visual Programming interfejsa z imenom Dynamo, ki ga večina si poznate, v orodje, s katerim bomo lahko vse podatke, ki so jih arhitekti in inženirji zbrali tekom dizajna, kajti napravili so popolni level 2 model, uporabili za našo analizo in tudi hkrati zelo hitro izračunali stroške, potrebe in pa tudi materijale, ki jih potrebujemo, da zavarujemo objekt glede na različne eksplozive, na različne količine samega eksploziva. In ko smo to storili, porabili smo 6 dni za analizo in pa 2 dni za prepričevanje šefov, da dejansko to deluje in da se tudi vsi strokovnjaki s tem strinjajo.
Na to smo odšli na sestanek s stranko, kjer smo ji najprej pokazali analize, ki jih seveda javno ne smem pokazati. Na to pa je sama stranka imela vprašanje, kaj pa se dogaja za tem, torej, če se poškoduje drugo nadstropje, kaj se bo mojega dejansko poškodovalo? Se bo poškodovalo osebje, se bo poškodovala stranka, katere sobe bodo v bistvu podvržene temu, ker je zelo pomembno, kadar imaš mogoče kakega VIP gosta v hotelu, da veš, ukolikor se nekaj zgodi, kam ga ne smeš dati, ukolikor ne želi seveda velikega incidenta. In v Veliki Britaniji je najpomembnejša dobrina za podjetje ugled. Torej, kljub temu, da se nekaj zgodi, ti moraš preprečiti to, da se ti zgodi tvoj najpomembnejši dobrini v hotelu, torej seveda VIP gost. Kar pa je bilo še zelo pomembno, kar je prišlo iz tega sestanka, ne samo to, da je stranka se v istem dnevu odločila, katere tveganja je pripravljena sprejeti, katere materijale in koliko denarja želi v to vložiti. Hkrati, ko smo se sprehajali po modelu, je imelo še cel kup vprašanj, na katere jih arhitekti in statiki niso odgovorili. In seveda, na primer, jih je zanimalo tudi to, zakaj so nekateri elementi niso zmodelirani do take natančnosti. In, na primer, to, da je vhod bil poimenovan napačno. Morda ni to pomenilo nič, lahko pa, da smo na tem sestanku odkrili eno izmed napak, ki bi lahko arhitekturno ekipo stala milijone in milijone funtov, kajti morda so to stavbo poimenovali napačno, ker je sam objekt oziroma sam Revit room za njim poimenovan napačno. Tako da tudi, če pripravljate BIM analize oziroma več komunicirate stranko, se lahko odkrijejo tudi napake, ki jih morda nihče ne pobere v tem procesu. Tako da to je nekaj podobnega, kar bi nastalo iz tradicionalnega načina priprave analize obrambe pred eksplozivnimi telesi. In ko smo stranko vprašali, kaj si ona želi v bodoče, si želi 30 strani poročila, iz katerega ima cel kup grafov, diagramov, načrtov, ali si zgolj želi to, da pridemo mi na sestanek in ji predstavimo opcijo A, B in C z zneski in ji pokažemo vpliv na samem 3D modelu, so se zgolj nasmejali. In njihova reakcija je bila, veste, ko nas boli glava, ko imamo 15 različnih specialističnih svetovalcev, ki nam vsi prinesejo 30 strani poročila in moramo to vse predelati, preden sploh lahko gremo na sestanek in po sestanku spet mora biti vsaj teden dni, da vse te informacije, ki smo jih dobili na sestanku, spravimo v neko pametno odločitev. Torej, ne samo zato, da smo samo analizo uspešnosti oziroma potrebnih meril skrajšali skoraj za polovico, stranki smo prihranili več kot 3 tedne časa. In pa seveda smo jih hitro pomirili, da panika ni potrebna, da lahko tudi ostalim specialistom prikažemo naš način dela in morda malo delimo znanje z njimi in ne prikažemo vseh podatkov, kajti so kar strogo varovane zadeve, ampak vsaj predstavimo način, kako lahko te dotični stranki v prihodnosti seveda pomagajo. In pa tako da nas seveda kličajo Superman BIM na področju security-ja. Moje takratno podjetje si je zelo popravilo svoj ugled in dejansko utrdilo pot kot enemu izmed prvih BIM varovalnih podjetij, ki za svoje analize uporabljajo vse informacije, ki so zbrane tekom projekta. Tako da želela sem biti kratka, upam, da sem vam lahko predstavila eno izmed še drugih plati BIM-a, ki jih morda niso na prvo stran očitne, ampak ne se zgolj omejevati na to, da ste vi inženirji in da samo, da vam BIM pomaga pri izvajanju analiz, ampak se osredotočite tudi na to, da velikokrat vam lahko 3D model bogat z informacijami, torej BIM model, pomaga tudi pri tem, da dobite posel, da stranki nekaj sporočite, pa konc dneva greste prej iz službe, pa brez glavobola. Tako da, hvala.